se malo bojim teh vprašanj, saj veste, pričina zakaj ne. Namreč, zakon je sprejet, zakon živi, ne? V tem smislu, da ni pa še polnosti zaživel. Ne v opravičilo, bolj v pojasnilo je treba pač povedati, da smo tudi na ministrstvu pričakovali, da bodo nekatere stvari šle hitreje, kot gredo. Tega lahko speljalo ogromno nekih pobud z terena se bo lahko podprlo, kar se finančnega vidika tiče, se jaz ne bojim. Tu se enkrat moram reči, podporo na ministrstvu, da ta sredstva bodo zagotovljena, oziroma so zagotovljena, bojo zagotovljena tudi prihodnje. Na nas je seveda čim prej postavimo vse stvari, tako kot morajo biti, da bomo to lahko začeli čakati. Torej samo postopki, Žal je situacija takšna. Preden gre naprej, mogoče samo še to vprašanje, gospod Stanovnik, kaj pa izzivi opozorila s terena, predvsem opozorila povezavi z davčno zakonodajo, s financami, da je lahko končito mogoče upravlja tudi v tej smeri? Malo se bom ponovil, nekaj še dojt povedal, ko smo se tukaj steče državni sekretar in vprašal, kaj lahko, oziroma, kjena stvar bo rokodelca najbolj zanimala danes. Pa se gospodinica zdravno zasmejala, ker je bilo bilo še preden sem jaz to pomislil. To je to, kar sem prej govoril, da se pravi, da je bo država za Boga milega želalca denativno ljudna deliti. No, to je pač malo kecu. Drugače pa, žal se moram ponoviti, kar smo to pa vršče že upozarjamo, ne zakon dejansko ne posega v drugo sistemsko zakonodajo. Ne na področju davkov, ne socialno, ne delovno pravo, ne šolstva, nič. Se pravi, mi imamo rokodelstvo zamejen zakon, ki ne posega na druga področja, zato recimo mi financiramo oziroma bomo sofinancirali oziroma z nekimi projekti bomo pri neformalnih oblikah prenosa recimo znanja, so že omenjeni tabor in tako naprej. Ne posegamo pa mi v zakonodajo drugih ministrstv, predvsem z področja davkov, to je pač nekaj odprta zadeva, pa ta delovno-pravni vidik. Smo pa mi že nekaj... Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Vam je bilo izvajanje nalog javnega pooblastila, podelite certifikata, kako poteka to podeljevanje, oziroma kaj se je za vas rodilo v zadnjem letu dni, od sprejete zakona? Pozdravim, lepo pozdravim rokodelce, čestitam vsem nosilcem naziva center, rokodelski center. Predvsem pa se rad zahvalil tudi ministrstvu, ki je z zakonom povezala nosilce rokodelskih panog, dejavnosti, da smo končno po dolgih letih začeli skupaj reševati skupne probleme. Namreč do zdaj je konzorcij nekaj delal zase, stroka zase, zbornica se trudila po svojih kanalih in mislim, da je plod takšnega sodelovanja ne samo današnji festival, ampak tudi reševanje problematike globalno, kako se je lotilo sam zakon, katerega smo priča in ki je zdaj po vojih. Kot veste, pač na zbornici od 93. leta že po nekih kriterijih se ocenjujejo izdelki in se podeljuje znak Društvo Atletika Slovenija, ki je bil tudi eden iz pogojev današnjega nastopa rokodelcev in smo lahko ponosni, da smo delali v pravi smeri. Ne mi kot zbornica, kot sama, ampak da je bil plod podeljevanja strokovno mnenje strokovnjakov, ki so bili člani oziroma so še danes v strokovni komisiji. Zakon glede ocenjevanja spreminja ne toliko same kriterije, ki so že
postopku potrjevanja strani ministrstva, pa sam pravil. O tem, kako bo novo ocenjevanje izgledalo, ki pa ni, kot smo prej omenili, ni velike razlike do ocenjevanega. Bo pa dosti bolj transparentno, kar je novost. Se pravi, striktno oceniti posamezni izdelek, ga poslikati, ga objaviti na spletni strani, zelo razložitve komisije, zakaj je ta izdelek ocenjen s pozitivnim mnenjem. S tem pridobimo tudi nek način reklamo za samega izdelovalca, z fotografijo izdelka, ki bo objavljen na spletu. Tukaj bom še omenil, da so že do zdaj izdani certifikati na razpolago na spletni strani rokodelstvo.si, ki je neka osnova za nadgradnjo in izvedbovno ocenjevanje. Razlika bo v številkah, nov način številčenja certifikatov se obeta, s tem pa tudi fotografija izdelka, ki ga je komisija pozitivno ocenila. To je ena od bistvenih razlik. Strokovnjaki iz posameznih področij, ki jih zakon predpisuje, se pravi, da je za predstavnika etnologije oziroma kulturne antropologije, industrijskega oziroma unikatnega oblikovanja in umetnostnega zgodovinarja. Za te strokovnjake zbornica, kot že prej, pa posla pooblaščene oziroma strokovne inštitucije, da nam pomagajo kakšne strokovnjake imenovati. Zbornica se že od začetka trudi za strokovno sodelovanje s sodelovanji strokovnjaki s posameznimi področji. Tokrat smo zaprosili inštitucije, kot je Muzej za arhitekturo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje in Katedra za etnologijo in antropologijo Filozofske fakultete. Te ustanove so imena že imenovane, jaz jih ne bi tukaj navajal, dokler se skupino skratimo z ministrstvom. Pripričan pa sem, da so imenovani ljudje, ki poznajo tradicijo, poznajo oblikovanje, poznajo problem dejavnosti nasploh in da bo ocena dokaj objektivna. Druga naloga, ki nam pa jo zadaja zakon, oziroma nam jo predaje in se upa, je pa seveda potrebovanje naziva predstavljanja Rokodeles, ampak mogoče malo poznaje, ker je bilo tudi Peter, ko se znam podlijskih dejavnosti, za katere pa pooblaščeni slovenske tradicije. Doktorica Rodenberger, kar z vami potem nadaljevala, res pa se vrnemo potem nazaj k tem nazivu. Kako izjemno delo ste opravili v vašem muzeju, Slovenskem etnografskem muzeju. Slišali smo magistra Židana, da ima na pisalni mizi ta obsežen dokument, ko ste popisali, raziskovali vse rokodelske dejavnosti, panoge, 70 jih je. Kaj pomeni zdaj ta dokument, ta raziskava za naprej seveda? Hvala lepa. Najprej bi rada poudarila, da je to delo široke mreže sodelavcev, ki so delavci s terenom. Slovenski etnografski muzej je pravzaprav prevzel samo celotno koordinacijo in pa tisto prvo delo pri takem res obsežnem projektu, pregledu in pa detaljni analizi rokodelskih panog v Sloveniji, pa so sodelovali tako rokodelski centri, kjer seveda zdaj tudi čestitam te prilike za poželitev za prejemniki listin in pa tudi naši kolegice in kolegi. Tako da tudi res rada podarila, da je to ena različija nas vseh, tako kustosov, konzervatorjev iz celotne Slovenije, kar pa na nek način kaže na pestrost tovrstnih rokodelskih vsebin. Gre za izjemno, ne samo obsežno, ampak tudi raznovrstno gradivo. Kaj se vključuje ta dokument? Pri tem, kot je tukaj je zredi 70 rokodelskih panog, nekatere so pač bolj prisostne, nekatere manj, nekatere so z daljšo tradicijo, nekatere za mogoče malo krajšo. Gre za različne materiale, potem govorimo tudi, če so tudi tako imajo restauratorske rokodelske panoge, ki so
izvajajo, predvsem pri obnovi določenih spomenikov. Ampak, kar smo poudarjali že v samem začetku tega projekta, je to, da ni možno tak projekt, tako knjigo zaključiti. Kajti tudi protestne panoge smo na nek način že organizem, lahko govorimo o gibanju. In je nujno, da je ta dokument odprt, da se to dodajo še nekatere nove protestne panoge in prihajajo tudi že pobude za nove opise. Hkrati pa morda nekatere tudi pisine. Tako da nekatere so tukaj opisane tudi, ki imajo več nosilcev, lahko pa tudi protestna panoga, tudi Ja, za začetek obsežnega dela za naprej, tako na samem kakšen dokument, hkrati pa tudi skozi že nekaj nadaljnega projekta, in sicer elaborata celovitega dokumentiranja protestnih panog. Kot prvo se nam zdi nujno, ne samo, da je to zabeleženo v enem dokumentu na papirju, da so tukaj zbraniti podatke, da je podana analiza, temveč se nam zdi nujno, da tudi dokumentiramo celotne procese posameznih protestnih panog, tako da zdaj izvajamo najprej pregled celotnega terena, gradiva, kaj vse je že do zdaj posneto, na kakšen način. Zanimivo je, da teh tovrstnega AV materiala zbir podatkov je kar veliko, raznih, ima to zelo raznorodno, morda so nekateri večkrat bolj turistično usmerjeni, nekateri malo bolj dokumentarni, in potem sama televizija, precej tovrstnega gradiva. Gre za priljubljeno vsebino, po kateri posegajo marsikateri. Naš cilj pa je seveda, da imamo eno tako zelo dobro strokovno platformo in portal, kjer bodo vse te vsebine, predvsem stežno nespravne kulturne dedične, se pravi te stran, dokumentirane, hkrati dostopne vsem uporabnikom in pa tudi za se bodo lahko te vsebine in s tem naša kulturna dedična mreža v mednarodnem prostoru. Centrov Slovenije, Protestnega centra Duo v Škofji Loki. Ta konzorcij povezuje koliko več kot 700 projektov. Po letu dni, vaše stališče, zdaj ste eno od teh, ki torej center ima uradno listino, certifikat, kaj zdaj to pomeni za vaše delo naprej? Ko bodo prispela tudi ta sredstva na račun? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, v tem letu se je dogajalo kar nekaj oziroma nadaljujemo s tem delom, ki je bilo zasnovano seveda tudi že prej. Če govorim zdaj o imenu konzorcija, seveda, konzorcij rokodelskih centrov povezuje rokodelske centre s to podelitvijo oziroma potrjenimi nazivi strani javnega poziva oziroma strani ministrstva. Konzorcij povezuje 8 uradno priznanih rokodelskih centrov, hkrati pa seveda, kot je bilo danes že omenjeno, seveda tu niso edini prostori organizacije centri, ki povezujejo tudi rokodelce na terenu. In se mi zdi, da je ena oziroma glavni poudarek ali pa usmeritev seveda za naprej del v smeri konzorcija, da spodbuja, podpira tudi tiste organizacije, ki še nimajo teh uradnih listin, in da vsi skupaj skrbimo za to oziroma imamo to stalno v mislih, da izvajamo aktivnosti in spodbujamo predvsem območje regije, kjer teh centrov še ni, in da tiste centre, ki obstajajo v okoljih, spodbujamo oziroma nadgrajujemo v smer regionalnega delovanja oziroma pokrivanja čim širšega območja, da res zajamemo, pokrijemo čim več rokodelcev, ki na terenu delujejo, ker moramo vedeti, da pač ne centrov, ne konzorcija, nas ni, če ni dejanskih nosilcev na terenu in tega prenosa znanja in veščin in spretnosti. Tako da to je ena glavnih stvari. Seveda pa na področju vseh izvajanja nalog v zakonu tudi jasno piše, katere so tiste naloge, ki jih konzorcij mora opravljati oziroma jim slediti.
Tudi mogoče današnji dogodek je seveda eden takih. Kot nekako povezovalec centrov regionalnih inštitucij, ki povezuje tudi rokodelce na terenu, je seveda to nekako usklajeno delovanje ali pa usmeritve skupaj z ostalimi deležniki podpornega okolja zelo pomembno. In seveda ne samo v našem prostoru, ampak tudi mednarodno. Se mi zdi, da tako kot je tudi seveda bilo že omenjeno, Slovenija v bistvu na področju rokodelstva mogoče v tujini še ni tako zelo znana, ampak seveda ne zato, ker ne bi naši rokodelski izdelki ali pa nosilci znanj bili kvalitetni ali pa vrhunski, ampak mogoče zato, ker se na nivoju promocije še ne vključuje rokodelstva kot takega področja v ta širši kontekst. In tudi zelo nas veseli, recimo, da je v letošnjem letu in naslednjem letu tudi strani STO-ja krovna tema umetnost in kultura. In tudi je STO, Slovenska turistična organizacija, ena od sodelujočih zdaj tudi na festivalu, ker tudi želimo poudarjati oziroma opozarjati, da so kvalitetne rokodelske vsebine absolutno tudi ena tistih vsebin, ki morajo biti vključene v turistično ponudbo. In tudi seveda, da je to lahko ena velika promocija tudi navzven. In tudi vizija za ta naš festival, rokodelski slovenski festival, je, da v nadaljevanju v naslednjih letih postane tudi mednarodnen, da sodelujemo tudi mi na tujih takih velikih. Bom rekla, pristopno k reševanju te problematike in tudi bom rekla, prešlo neke ustaljene norme, neke ustaljena razmišljanja in dalo eno novo vsebino, in zakon po svoji vsebini izstopa iz nekih klišejev, ki so v naši zakonodaji, tudi bom rekla, zato verjetno tudi lahko pričakujemo še marsikatero težavo tudi z tega vidika. Drugače pa lahko rečem, da smo rokodelski centri zdajle, tisto bi rekla, v prispodobi dihamo na škrge. In dihamo na škrge zaradi enostavno, ker smo finančno in tudi kadrovsko podhranjeni, v smislu tega, da se zelo zavedamo vseh nalog, ki nam jih za izvajanje zakon nalaga, ker v bistvu smo se 10 let trudili prepričati državo in vse vključene, kaj je potrebno narediti, da se naše rokodelstvo ohrani in tudi razvija vse svoje potenciale, ki jih ima. Prej je gospod Stanovnik rekel, da bo ministrstvo tudi naprej odprto zelo za pobude, kaj je treba direktno še narediti in to poseganje na področja druga bo zelo pomembno. Če bomo hteli tudi mi na terenu, predvsem rokodelkam in rokodelcem, nuditi in poskrbeti, da se tudi zakon za njih v praksi pokaže kot nekaj, kar so dobili. Tako da mi smo v rokodelskih centrih, imamo že zdaj kar enih 5 direktnih že točk, kaj je bilo treba narediti. Prva, tako kot sem rekla, smo kadrovsko pa finančno podhranjeni, pol druga, ki je zelo pomembna, ker se predvidevajo program razpisi kot projektno financiranje, je to, da nimamo denarja za zalagati izvedbo vseh teh projektov. Tako mi v rokodelskih centrih, kot tudi same rokodelke in rokodelci, če bodo mogli, je treba živeti od nečesa, tudi v času, ko izvajaš nek projekt in ne avansno financiranje teh projektov je lahko velik problem, oziroma bolj lahko. Tudi, če bodo sredstva razpisana, če se ne bomo mogli na to
prijaviti, ne samo mi, ampak predvsem tudi rokodelke in rokodelci, bo treba, mislim, da tle en način najti, da se tudi za samo sofinansiranje vseh teh zadev najdejo sredstva v poteku samih projektov. Potem... No, pa zdaj lahko še to poveste, kako poteka dodeljevanje tega naziva? Ja, to ni tako enostavno. Tukaj za pridobitev naziva sta kot zakon pravi dve poti. Ena je naziv častnega naziva po sistemu, oziroma častni naziv, primerni rokodelec, ki ga tudi v hiši popravljamo, mi je to malo O tem bo odločila komisija za podeljevanje častnega naziva, predstavniki Slovenskega etnografskega muzeja, predstavniki konzorcija in Združenja zveze upokojencev Slovenije. Zakon tudi navaja, komu lahko ta komisija podeli častni naziv. Seveda so v prvi vrsti tisti rokodelci, ki so nam pomagali oziroma ki so izdelali učno shemo, opisali, kaj mora en rokodelec prikazati, kakšen izdelek mora pred komisijo izdelati, da dobi tisti drugi nagradi. Lep pozdrav vsem prisotnim. Čestitke bi želela izreči v imenu Zveze društev upokojencev Slovenije vsem za priznanje, ki ste danes prijeli. Bi pa najprej poudarila, da se tudi mi, upokojenci iz DUS-a, nekako globoko strinjamo s tezami gospe Ljubice Zgonc, ker imamo tudi mi podobne težave. Ampak kljub vsemu, prizadevanja prejšnjega vodstva komisije za tehnično kulturo pri ZDUS-u, tako jih pač imenujemo to našo dejavnost, in tudi kontinuirana skrb zdajšnje vodstvene ekipe je nekako pripeljala do tega, da smo postali enakovredni deležnik. In mi smo na to ponosni. In se tega sodelovanja oziroma tega dela tudi nekako veselimo. Čeprav je med nami največ ljubiteljskih rokodelcev, pa smo pristopili k določenim nalogam, ker pač to zakon od nas zahteva. Začeli smo se preštevati, koliko nas je, in smo ugotovili, da smo razširjeni po vsej Sloveniji, in sicer 155 rokodelskih sekcij deluje kontinuirano. In v teh 155 rokodelskih sekcijah, ki so v društvih upokojencev, preko društev upokojencev delujejo, imamo nekaj manj kot 1800 članov. S temi različnimi certifikati in vpisi smo pa mečkaj slabši, ampak glede na to, da smo tukaj samo starejši, da ne rečem res starejši, smo ugotovili, da ima 107 članov, 105 naših članov enega ali več certifikatov podeljenih iz obrtne zbornice, se pravi, da so izdelki na nivoju. In 16 rokodelcev je vpisanih v register nesnovne kulturne dediščine. Težave imamo na področju davčne zakonodaje in vse to ne bi zdaj ponavljala, ker je bilo že danes kar precej o tem povedano. Ob vseh prizadevanjih evidentiranja članstva in pa iskanja izdelkov po shemi rokodelskih panog, da jih pomestimo v čas, nam je nekako uspelo tudi na ZDUS-u zaposliti osebo, ki bo to delo koordinirala. Tako da to je že ena izmed točk zakona, da smo jim nekako ustregli. Po sprejemu zakona pa so se nam odprle tudi nove poti. V društvih upokojencev, kjer imamo rokodelske sekcije, imamo redno rokodelske razstave.
Združujemo se na nivoju pokrajine, so pokrajinske razstave. Tudi preko ZDUS-a imamo razpise in enotne razstave. In preko ZDUS-a smo imeli razstave tudi naprimer na Morsu v Ljubljani, na Banki Predvedi in tako dalje. Vendar s sprejetjem v ta zakon pa smo dobili možnost in priložnost prikazovanja svojega dela tudi širše, naprimer na Brdu. Hvala za ta vabila. To nam daje tudi potrditev in voljo, da smo na pravi poti. Sicer se pa mi, upokojenci ZDUS, radi hvalimo in pohvalimo, da smo avtentični nosilci rokodelskih veščin in znanj in kot taki najpomembnejši prenašalci teh znanj, vedenj in veščin na mlade. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.